Dogodka Slovensko-srbsko kulturno-komunitarnega društva Srečanje slovenskih konic in soorganizatorjev prireditve splošne knjižnice Slovenske konice in Tica slovenske konice, za kar se ima iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo pa se tudi glasbeni šoli Slovenske konice, Fotonareksu, Emilianu Štrbišu in njegovi firmi S-Design. Nocoj smo z vas pripravili razstavo slikarskih del Arpada Šalamona, ki je svoj opus imenoval Simbioza. Prej pa, ko se poglobimo v ustvarjalni opus svetovno poznanega umetnika, bi povabila Evelin Sadek, učenko 3. razreda glasbene šole iz Slovenskih konic, da nam popestri večer. Svoje znanje pa izpopolnjuje pod mentorstvom profesorja Janeza Zavca. Arpad Šalamon, likovni pedagog, slikar, grafik, v preteklem obdobju je dozorel v enega najvidnejših slovenskih ekslibristov, ki razstavljajo po celem svetu. Od leta 1992 je dejaven v društvu konjiških likovnikov. V tem času se je posvetil mali grafiki in ekslibrisu ter se uvrstil med svetovno uveljavljene umetnike tega žanra. Njegovi ekslibrisi so bili razstavljeni v večini držav Evrope in tudi v Združenih državah Amerike, Argentini, Avstraliji, Mehiki, na Kitajskem in na Japonskem. Je dobitnik številnih nagrad in mednarodnih priznanj, član strokovnega sveta za modelarstvo SRS, mednarodnega združenja FISAI, kitajskega združenja ekslibristov, Ekslibris društva Srbije, častni član društva Ekslibris Slovenije, češkega združenja in madžarskega kluba prijateljev male grafike. Dejaven na humanitarnem področju, zlasti v Lions klubu Konice, v katerim organizira natečaj Plakat miru v 6 osnovnih šolah, in je tudi član DUPDS. Umetnostni zgodovinar in likovni publicist, profesor dr. Mirko Jutršek, je v delih Arpada Šalamona zapisal: o slovenskem slikarju in grafiku madžarskega rodu Arpadu Šalamonu so številni kritiki, ki so doslej pisali o njem mnenja, da je kot izstopajoč umetnik že desetletja vpet v likovne tokove na Slovenskem. Srečanja z njegovimi likovnimi izdelki so vselej opozarjala, da je njegova raziskovalno poglobljena ustvarjalnost pomemben in zanimiv sestavni del sodobnega, pestrega likovnega življenja. Ker nastopa slikar in grafik Arpad Šalamon kot sooblikovalec likovne podobe našega časa, kot samosvoj ustvarjalec,
ostaja kakršnokoli opredeljevanje na tako imenovani bolj ali manj visoki modernizem pravica nas vseh, ki jim umetnost kaj pomeni. Oziroma madžarski ples skladatelja Johanesa Brahmsa. Sedaj pa besedo predajam gospodu Štefanu Vida. Meni je pripadla čast, da spregovorim nekaj besed o našem Arpadu, likovniku, čigar najnovejša dela bomo lahko občudovali danes na tej razstavi v organizaciji Slovensko-srpskega kulturnega humanitarnega društva Srečanje. Kaj pomeni, naslov razstave je simbioza. Kaj pomeni simbioza? Jaz sem pogledal slovar Tujk in na strani 751 piše, to je sožitje. Obvezna ali neobvezna povezava osebkov, biološko, ali pa sožitje ljudi, narodov in tako naprej. Arpad se je rodil pred desetletji v Subotici, madžarski družini. Tu je končal učiteljišče, vendar zaradi spleta okoliščin začel poučevati 9. novembra leta 50 v Prekmurskem Hodošu, pa v Murski Soboti in Lendavi na obmejnem področju med prekmurskimi Madžari. Po diplomi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani leta 1954 dela še naprej v Prekmurju, poučuje svoje učence, pa tudi tabornike, lutkarje in male likovnike. Tu začenja intenzivneje izražati tudi svoj notranji nemir in opažanja, ker preko svinčnika to prenese in čopiča to prenese na papir. Leta 1961 se je preselil v Velenje, kjer kot likovni pedagog poučuje na šolah, organizira likovna srečanja, vodi društva in tako dalje. Poleg likovnega ustvarjanja dela tudi na drugem področju svojega nagnjenja, modelarstvu, in sicer z daljinsko vodenimi modeli na vodi in v zraku. Desetletja je duša in motor društva šaleških likovnikov. Leta 1992 se preseli v Konjice in še danes ustvarja tu med nami. Arpadova dela so raznolika in sodeluje na celi vrsti razstav in srečanj. Nagrade, ki jih je za svoja dela prejel, so navedena v Sodobniku, madžarskem umetnostnem leksikonu, kakor tudi v južnomadžarskem slikarskem leksikonu. S svojo soprogo Hedo še vedno potujeta na srečanja in likovne kolonije, odkoder s kartico ali pa grafiko se spomnita nas v domačem kraju živečih prijateljev. Ker je vsak uvodni govor vedno predolg, bi moral zdaj končati. Vendar moramo pozoriti na naslov razstave, simbioza, sožitje, kakor tudi na organizatorja, in sicer Slovensko-srpsko kulturno-humanitarno društvo Srečanje, ki združuje ljudi različne srpske narodnosti, slovenske državljane, ki živijo v Slovenskih Konjicah. Arpad Šalamon je točno pred 10 leti, natančno 15. marca 2004,
nas poklical v restauracijo Fink in povabil k prijateljevanju, sožitju in kulturnemu udejstvovanju v Konjicah živeče slovenske državljane madžarske narodnosti. Društva sicer nismo mi ustanovili, četrtletno se pa tudi mi srečujemo z namenom, da negujemo svoj materin jezik, da le tega ne pozabimo, ohranjamo našo kulturno dediščino, prečitamo kako lepo Petöfijevo pesem, pogovorimo o preteklosti in sedanjem dogajanju v našem kraju. Alpa Šalamon je naš ustanovni in seniorski član in mu želim obilo zdravja ter ustvarjalne energije, da bi nas še dolgo razveseljeval s svojimi likovnimi deli. Spoštovani prisotni, prosim Arpada, da spregovori nekaj besed in da bolj v njegovi družbi si ogledamo razstavljene slike. Hvala za vašo pozornost. Spoštovani prijatelji lepega. Tu smo poslušali čudovito pesmico in to vam lahko povem, da je to pravi madžarski instrument. Imenuje se tarogotu. To žal ne morem povedati, kako se to imenuje v slovenščini, ampak verjetno, da je to klarinet. Oziroma, to je en zelo star instrument. Bolj star kot jaz sem jaz. Po mojih delih jaz preveč ne bi govoril, samo toliko, da ustvarjalce, likovne ustvarjalce lahko delimo na, grobo rečeno, na 3 skupine. Pri eni skupini rabi vsak ustvarjalec konkretno hišo, rože, obraz človeka ali pa ne vem, tehnične zadeve ali karkoli, kar bo on narisal natančno, skoraj tako, kot da bi vzel fotoaparat seboj in potem to fotografiral. To je prva skupina. Druga skupina, v drugo skupino spadajo tisti, katerim lahko rečemo, ti, kaj bi bilo, če bi ti narisal ali pa naslikal ene rože. Ne je problem. Enostavno vzame platno, barvo, pa potem tiste rože naslika po svoji. Torej, on ne rabi konkretnega primera, s katero bi dobesedno prerisal tisti predmet. Ta tretja skupina, v tretjo skupino pa spadajo tisti, katerim je totalno vseeno. To je važno, da on dela, da ima v sebi nekaj. Namreč, en francoski pisatelj je napisal naslednje. Slikar naj slika tisto, kar je v sebi. Če nima v sebi nič, potem naj ne slika niti tisto, kar je pred nosom. Torej, to. Zdaj pa, spoštovani prijatelji lepega, samo toliko bi v uvod povedal, uvodne besede za mojo razstavo. Namreč, jaz včasih spadam v prvo skupino, drugo skupino in v tretjo skupino ustvarjalcev. Zaradi tega, ker nimaš vedno tisto, kar je pred nosom. Zaradi tega moraš pač tisto vzeti bodi si iz spomina, bodi si tisto, kako bi rekel, no sicer bom pa to drugače povedal. Tu boste videli eno sliko, katero sem naslikal nekoč, da bo sigurno vedela zaradi tega, ker je ona je fahtman za spomine. V Hajdusovo sloju na Madžarskem
sem imel na ploščo in na to ploščo sem pač nekaj slikal. Pa pride in to sem slikal za črno barvo, pa za eno vijoličasto barvo. Pa pridejo od televizije, pa pride ena novinarka pa vpraša, in kaj pa bo to? To pa najprejše. Pa sem rekel, to bo tisti aerodrom. Pa res je bil tam en športni letalski center v bližini. To pravi, pa to leže. To ni zeleno. Pa sem rekel, ko bo tisto letališče res do konca narejen, takrat bo tudi ta slika zelena. No, pri tej simbiozi bi samo toliko lahko povem. Človek je raztresen, gleda desno, levo, gor, dol in ima eno idejo, katero želi postopoma dati na video. Bodi si, da je to pisatelj ali pesnik, ali pa ne vem, kako, slikar, mora izpovedati tisto, kar je v sebi, mora vršiti nekam na papir. No in jaz vam se opravičujem, ne boste rožice videli. Temveč boste videli tisto, kar hočete videti. Namreč, jaz tudi pod slikami nikoli ne pišem, kaj naj to videti. Kaj boste videli? Zakaj bi vas posiljeval? Enostavno nima smisla. Če pogledaš sliko, razmisliš, ali je to tisto ali pa ni tisto. Ali je to jabolka ali pa ni jabolka. Temveč je hruška ali pa ne vem še kaj. Torej, s takšnimi uvodnimi besedami jaz se opravičujem, imam zelo suha usta, jaz bi najrajši en špricer potil. A v javnosti tako pa ne smem. Jaz vas lepo povabim, ko bodo tista vrata odprta, da pogledate. Pa če vam ni všeč, pa nič hudega ni. Meni je pri srcu, da ste to tu in da ste počastili mojo razstavo. Hvala vam lepa. Jaz bom izkoristila to priložnost, vam iskreno čestitala za tole razstavo, ki jo bomo zdajle videli. Predvsem pa bi se Arpadu rada zahvalila za to, ker kljub vsej svoji umetniški veličini ostaja topel, nam dostopen človek, ki se razdaja za naše mesto, za nas Konjičane. In iskrena hvala iz tega srca za vse, kar ste storili do zdaj. Pa še prošeni budete za naprej. Ne gledaj! Sem zelo vesela, ker sem danes slišala, da se je pred 10 leti po gostišču Fink začela ena zgodba, ker namreč tega rožice vam pa pošilja gospa Nada Fink, ki danes ni mogla priti na sceno in pa živi še veliko umetniškega ustvarjanja in božična oddiha. Teda lahko pa v njenem imenu dam še enega lučka.